Izkušnje pri sočasni uporabi polžjega vsadka in slušnega aparata nam bo zdaj predstavila gospa Burja, ki je računovodja. Doma imajo tudi družinsko gostilno. Gospa Burja je uporabnica slušnih aparatov že od 3. leta 2015, pa je bila uspešno operirana in je pridobila polžjev vsadek. Dober dan. Dober dan. Pravite, da ste zadovoljna uporabnica. Saj ste po implantaciji prvič slišali oglašanje čričkov, žab, šelestenja lista, tako kot gospod Forštner. Kaj vse vam omogoča polžjev vsadek, česar vam slušni aparati, če tako rečem, niso dali? Zdravljeni. Ja, res, jaz sem zadovoljna uporabnica polžjega vsadka. Razlika med polžjevim vsadkom in slušnim aparati bi lahko rekla, da je zvok bolj čist, bolj kvaliteten, kako bi rekla, bolj čisti zvoki v tem slišečem svetu. Zvoki so bolj ojačani, nekateri so novi, recimo nisem vedela, da se tam oglaša žaba, so mi na drugi strani povedali, kaj sploh slišim, tako da veliko sem pridobila s tem polžkem. S kakšnimi dilemami ste se, gospa Burja, soočali pri odločitvi za polžjev vsadek? Je bil velik strah pred tujkom in elektrodami v glavi? Ja, sem imela dilemo, recimo, ali bo to uspešno, kako bo tujk prinesel v moje telo, ali bo prineslo tali tujk. Potem, recimo, imela sem tudi specifično okvaro sluha, ali bo sama operacija sploh uspela, in so mi potem stavili krajšo elektrodo in moram reči, da bi bila operacija uspešna, medtem ko tudi rehabilitacija. Nisem imela nobenih težav s trkom, tako da je bilo vse brez problema. Se pravi, strah pregnan. Strah je bil, tako je. Decembra leta 2020 ste prejeli nov procesor. Ste se zanj odločili zato, ker danes tehnologija tudi na tem področju hitro napreduje, ali z njim boljše slišite? Kakšne so prednosti? Ja, tehnologija zelo napreduje. Recimo pri prejšnjem procesorju ni bilo možnosti povezave z Bluetoothom, ker recimo zdaj se lahko povežem z Bluetoothom preko telefona. Recimo vas sedaj poslušam preko telefona na Bluetooth povezavo in lahko rečem, da je tukaj čisti zvok. Recimo, če bi poslušala preko notebooka, zvok šumi, je ozadje. Kako slišite s polžjim vsadkom in kako s slušnim aparatom, bistvene razlike in ali vedno uporabljate oba dva hkrati? Jaz oboje uporabljam. Se pravi, sama komunikacija z obema je boljša. Ne uporabljam samo eno ali drugo, vedno uporabljam oba. Tako da mogoče je to posledica, ker slušni aparat imam res že od 3. leta. In od takrat naprej, ker imam še nekaj ostanka, uporabljam oboje. In se mi tudi zdi, da poleg fittingov, ki jih opravim za polžjev vsadek, se da urediti, da je oboje transko dobro razumevanje, poslušanje, pa kako pravijo, možgani so tisti, ki se navadijo tudi na ta sistem, ki ga ti narediš, in meni ta sistem odgovarja. Vi uporabljate slušni aparat in polžjev vsadek podjetja Medel. Sta aparata dobro uglašena oziroma kompatibilna? Jaz uporabljam slušni aparat Videx, medtem ko polžjev vsadek imam Medel znamke, ta kompatibilna. Oboje imam možnost povezavo preko telefona, preko audiolinka. V glavnem, pri slušnem aparatu bi mogoče omenila, da je boljša prednost ta, ker se lahko direktno na aplikacijo preko telefona, medtem ko polžjev vsadek ima mogoče več poti, da pridem do zvoka. Recimo moram audiolink preklopiti Bluetooth, pa preko telefona
mogoče malo več poti, ampak sem prepričana, da bo tehnologija toliko spet napredovala, da naslednji bo mogoče imel bolj enostavno uporabo tega. Koliko traja polnjenje enega ali drugega, in prej ste že omenili, po vsej verjetnosti s polžkovim vsadkom več dela ali manj dela kot s slušnim aparatom? S polžjim vsadkom je trenutno malo več dela. Polžji vsadek mi držijo navadne baterije, ne uporabljam akumulatorskih, 2 dni, medtem ko na slušni aparat pa tam nekje do 4 dni.